Dobar dan vsem. Govorimo zdaj o magnetnem polju. Torej, če mi postavimo naelektren delec z nabojem v električno polje, nanj deluje to polje z električno silo. In to, če je mirujoč delec. Če se delec giblje, nanj deluje, naelektren delec, če se giblje, nanj deluje magnetna sila. In torej, sedaj vidimo, tukaj imamo nek delec z nabojem, elektren delec, ki se giblje z določeno hitrostjo. Tukaj je risba tridimenzionalna. In imamo eno magnetno polje, ki ima to smer. Sedaj tukaj na tej risbi ni nujno, da sta med sabo pravokotna hitrost in magnetno polje. Ampak, rečemo to, če sta pravokotna, imamo največjo magnetno silo. Nasprotno, če hitrost je usporedna silnicam magnetnega polja, ni magnetne sile. Torej, tudi če se elektreni delec giblje, ampak se giblje usporedno z magnetnimi silnicami, nanj ne deluje magnetna sila. In imamo neko srednjo pot, če hitrost ni pravokotna magnetnemu polju, imamo manjšo magnetno silo. Torej, sedaj, ker je navadno ni tako lahko napraviti tridimenzionalnih risb, imamo eno konvencijo, zato da bomo narisali bidimenzionalno konvencijo, da kako označujemo, da magnetno polje gre notri v list ali pride iz lista. Torej, tukaj sem označil s temi krisci, da magnetno polje gre notri v list. In to zakaj? Tako da se bomo spomnimo, razumeli, mislimo na eno puščico, ki je napravljena približno tako. Če mi to puščico gledamo od zadaj, vidimo nekako en križec. Če gledamo to puščico od spredaj, vidimo to piko od spredaj, vrh in od zadaj en krog. Torej, če magnetno polje pride iz lista ven, bo označil kot en krogec z eno pikico v sredi. To nam da idejo, zakaj se rabi ta konvencija. Torej, tukaj na tej risbi imamo magnetno polje, ki gre notri v list. Tukaj imamo hitrost naelektrenega delca, tukaj imamo magnetno silo. Torej, ker magnetna sila je zmeraj pravokotna na hitrost, pomeni, da ne pospešuje delca in niti ga ne zavira, temveč menja njegovo smer, tako da ta delec se bo gibal po krožnem tiru. Torej, se bo gibal z enakomernim kroženjem, ki sem ga razložil v enem drugem videu. Torej, kot sem rekel prej, ko sta hitrost in magnetno polje pravokotna med sabo, imamo največjo magnetno silo. In takrat, ko je največja, ima to vrednost. E v B je precej razumljivo. Torej, magnetna sila bo večja, če imamo večji naboj, magnetna sila bo večja, če imamo večjo hitrost, ali pa če imamo bolj močno magnetno polje. Ta B se imenuje gostota magnetnega polja. Če je močnejše magnetno polje, bo večja magnetna sila. In gostota magnetnega polja se meri z mersko enoto Tesla, ki potem na koncu videa vidimo, čemu je ekvivalentna. Vsekakor, kako dobimo smer magnetne sile? To dobimo s pravilom desne roke. In torej, pomeni, da naredimo tako. In to se označuje vektorsko. To je formula napisana vektorsko, ki je bolj splošno kot to, ker nam daje vse primere, ko so usporedni, ko so pravokotni, ko sta usporedna, pravokotna ali pa tudi, ko sta pod določenim kotom. To je napisano s to operacijo, ki je vektorski produkt. Sedaj ne bomo prav razglabljali, ampak tukaj je važen tudi vrstni red, prej V in potem B s tem vektorskim produktom. To nam daje smer električne magnetne sile. Torej, kako se naredi? Si rabimo pravilo desne roke. Gremo od vektorja V proti vektorju B s prsti. Od vektorja V proti vektorju B. In palec nam kaže smer magnetne sile. To velja, vsekakor pazite, to velja za pozitivno naelektrene električne delce. Če so negativno naelektreni, enostavno ima nasprotno smer. Nasprotno usmerjenost magnetna sila.
Ja, tako, torej gremo od vektorja V proti vektorju B in palec nam kaže smer magnetne sile. Sedaj pogledamo, koliko je polmer tega krožnega tira. Tukaj sem spet narisal. Torej, ja, tukaj lahko predpostavimo, rabimo tisti izraz EVB, ker lahko predpostavimo, da hitrost je pravokotna na magnetno polje. Damo tako. Torej, hitrost je pravokotna na magnetno polje, torej za magnetno silo imamo EVB. In sedaj se spomnimo iz enakomernega kroženja, da centripetalni pospešek je V na drugo ulamljeno R. To je drugi Newtonov zakon, sile, masa krat pospešek. Torej, namesto sile damo EVB, masa krat ta pospešek je mv na drugo ulamljeno R. Tukaj krajšamo mv. In ker smo iskali R, ki je polmer kroženja, pomnožimo z R. Torej, REB je mv. Delimo še z EB in dobimo, da polmer tega krožnega tira je mv ulamljeno EB. Sedaj, za konec, še vidimo, čemu je ekvivalenten Tesla, ki dobimo na koncu, da je volt krat sekunda ulamljeno kvadratni meter. Torej, vidimo zdaj na hitro. Iste formule, Fm je EVB, dobimo, da B, magnetno polje, je F ulamljeno E krat 1 ulamljeno V. Torej, za merske enote bomo dali Newton na Coulomb krat, tukaj imamo 1 ulamljeno hitrost, torej sekunda ulamljeno meter. Zdaj rabimo to, da tok je naboj ulamljeno čas. In če obrnemo naboj, je tok krat čas. Torej, Coulomb je amper sekunda. Torej, tukaj namesto Coulomb damo amper sekunda. Sekunde se krajšajo in pomnožimo še zgoraj in spodaj z metri. Delo je sila krat pot. Torej, Joule je Newton krat meter. Torej, tukaj imamo Newton krat meter in damo Joule. Ulamljeno amper kvadratni meter. Moč je delo ulamljeno čas. In če obrnemo delo, je moč krat čas. Torej, Joule je watt sekunda. Če nam rabi se spomniti, dovolj da pomislimo na kilovaturo. Vsekakor, Joule je watt sekunda. Torej, namesto Joule damo watt sekunda. In tukaj rabimo še to, da moč pri elektriki je napetost krat tok. Torej, watt je volt krat amper. Tukaj namesto watt damo volt krat amper, se krajšajo amper in smo dobili volt krat sekunda ulamljeno kvadratni meter. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.